Kar seješ, to žanješ. V oddaji Klepet ob kavi sejemo srečo, zdravje in ljubezen. Zdravo, živo slavo! Norveška raziskava je pokazala tele podatke, da naj bi skoraj polovica ljudi verjela v obstoj nezemljanov, torej nekih drugih nezemeljskih civilizacij. Več kot 26.000 ljudi iz 24 držav je bilo vključenih v to raziskavo. Sicer pa največ teh, ki temu verjamejo, se nahajajo v Rusiji. 68% ljudi naj bi tam verjelo, da obstaja nekaj več. No, tudi statistična verjetnost je pokazala svoje in statistika, da obstaja 20 milijard bilijonov, tako bilijonov zvezd. No, danes si bomo pogledali oziroma bomo prisluhnili mnenju slovenskega psihoanalitika o ljudeh, ki torej verjamejo v nezemljane. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, gospod Roman Vodeb. Lep pozdrav. Vem, da ste vi moj ful oboževalec. Hecam se. Sem bil nekoč oboževalec nezemljanov. Vse sem preučil, vse prebral. Erik von Däniken v 4. razredu. Tudi jaz verjamem, da obstajajo nezemljani. Celo mislim, da smo mi proizvod nezemljanov. Ne? Mislim, verjamem. Vem pa ne. Ampak ne razglašam pa nekih mojih fantazij ali pa nekih teorij, da so to znanstvene. To so moje domneve in kot take legitimne. In jaz močno verjamem v to. Se pa ne strinjam, če nekdo v objemu neke problematične psihe razvija teorije zarote, pa naflancava ljudi, da so njemu pa to nezemljani povedali, ne vem, ali pa da je bil ugrabljen, da je za 33. rojstni dan so me prišli obiskati, samo to nihče ne ve. Jaz sem ogromno vaših oddaj proučil, ne da sem jih zanimivo poslušal, jaz sem se iz teh oddaj učil. Vi imate kopico enih zanimivih, pod narekovaji, gostov, ki bi mi jaz dal status pacientov. Kar pomeni, da bi jih dal v Ljubljana polje na pregled, pa na tablete. Ker take nebuloze tukaj širijo in to se mi pa zdi pa škodljivo. Pa sem en tistih, ki sem fanatično verjel, pa še verjamem, da obstajajo nezemljani. Sem dokazal, nimamo. Tudi tisti Roosevelt je sporen. Toliko za začetek. Ok, torej, kadar govorimo o obstanku nečesa več, kaj je zdaj tukaj sporno? Sporno, da nekateri ljudje, recimo tudi kot svetovno znani David Icke, govorijo, da so preko nekih izkušenj dobili določene informacije in to širijo naprej. Kaj pa, če dejansko, glede na to, da dovoljujete možnost obstanka nezemljanov, kaj pa, če določeni ljudje dejansko imajo te informacije, pa smo mi še na taki, ne vem, stopni zavedanja nizki, da mogoče tega še ne moremo dojeti? Ne, za take ljudi bi jaz rekel, da so pozabili tablete vzeti. Imajo diagnozo ali latentna šizofrenija, ali psihoza, kar je šizofrenija, ali pa šizotipska motnja. S takimi ljudmi se ukvarja psihiatrija in jim daje tablete. Enega Davida Icka, ki ga ni tukaj, pa je dalec stran, svetovno znan in nasedli mu niste samo vi. Ne? Nacionalna televizija mu je nasedla. Ne? V Studio City je bil gost pri Marcelu Štefančiču, to je bilo mene groza. Ne? Sem pa gledal, kako sta se z Matjažem Obranovićem vidva pogovarjala z Davidom Ickom. To je patološki narcis, histronik. Pa to so naštudirani ljudje. Samo psihiatrija jih pusti pri miru, ker nimamo takšnih zakonov, da jih bi dali pod ključ ali pa, ne vem, v norišnico zaprli. Ampak se v svojem času, recimo, če pogledamo zgodovino nazaj, so bili zmeri neki ekscentriki oziroma neki ljudje, za katere so ljudje mislili, da so norci, pa se je potem čez čas pokazalo, da so imeli prav, pa da so bili celo geniji. Ja, ampak govorimo znanstvenik, ne? Vse nekateri so goreli na grmadi. Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nikolaj Kopernik, to so bili vele umi svojega cajta. Ampak danes je pa znanost tako napredovala, tudi psihiatrija, psihološka znanost, psihoanaliza, da mi ločimo, kdo je nor. In obstaja norost, ki ima v angleščini ime psihoza, včasih smo temu rekli v Sloveniji blaznost, in teh ljudi se je treba zabati. Imajo nanašalne blodnje.
Ampak rekli ste, da je konstrukcije delajo. psihologija precej napredovala, ampak Ja. hkrati danes je najvišja stopnja ljudi z motnjami v svojega mentalnega, psihološkega zdravja kot takšnega. Veliko je ljudi, ki so moteni ali pa so latentno moteni, skrivajo svojo motenost kot kača noge. Ne? Tam, ko Se pravi, ti ljudje, ki pa govorijo o nezemljanih, pa ne skrivajo svoje motenosti. Te pa tako fanatično verjamejo. Ne? En tak fanatični motenec je bil prerok Mohamed. Ne? Njemu je angel varuh, angel Gabriel, 22 let diktiral Koran. Ne? Šizofrenijo je imel. Ne? In z tega Korana, ali pa z te njegove motnje, šizofrenije, je nastala verska sekta imenovala islam. Ne? In zadeve so normalne, ker ti ljudje, ki fanatično verjamejo, imajo za sabo trumo očic, ki verjamejo, ker so tako prepričljivi, ker tako zelo verjamejo v to. Zadnjič smo se pogovarjali z kliničnim psihologom ravno o shizofreniji, ko je omenil, da imamo v možganjih kakor nekakšen filter, preko katerega potem zaznavamo določene stvari v našem okolju, in da bolniki shizofrenije, da imajo ta filter kakor stanjšan in da dejansko realno dojemajo, vidijo, slišijo, čutijo določene stvari, ki jih mi ne, ker ne pridejo do nas, da ni nujno, da so vse te zadeve plod domišljije. To odvisno, kateri psiholog ali pa z katere psihološke šole je bil. Ne? Tukaj ni poenotenosti. Kakšna šola ste vi? Psihoanalitična Freudova šola, bi rekel, ortodoksni psihoanalitik, pa se spogledujem tudi z Jungom, ki je bil tam v parapsiholoških vodah. Ne? Sam jaz imam Torej kolektivno nezavedno pa to... Sej dopuščam, ampak to se ne da dokazati. Ne? Kolektivno nezavedno je imel Jung, arhetipi Jung in sta se kregala s Freudom. Freud je pa očitil Jungu, Jung je očitil Freudu panseksualnost. Freud je pa vse seksualnost opovedal. V resnici perverzen seksualec je bil pa Jung. Skratka, skozi določene koncepte se da marsikaj razložiti, ampak v eni točki se pa ne da vedeti. Ne? In eden od mojih 3 podiplomskih, oziroma 2 podiplomska študija moja, sta bila, bi rekel, posvečena epistemologiji. Epistemologija je pa veda, ki problematizira spoznavanje. Kako mi nekaj vemo, da je nekaj resnično res? Kako mi vemo, da je nekaj, kar mislimo, da je spoznanje, resnično spoznanje in ne mnenje? Vi ste se preko knjig naučili, da zaznavate ultimativno najvišjo resnico? Ne preko knjig. Jaz sem hodil na predavanja in poslušal slovenske, bi rekel, modrece oziroma profesorje, ki nekaj vedo na tem področju. Torej na mentalni ravni? Ne, na kognitivni ravni. Na kognitivni. Na miselni ravni. Jaz sem se preprosto naučil, kaj pomeni kopernikanski obrat v filozofiji. To pomeni, in Kant je to povedal, ne, da absolutne resnice ni. Največ, kar si ljudje pridobimo, je popolno prepričanje. O tem govori filozof Andrej Ule v Logosu spoznanja. In ko človek to naštudira, ugotovi, da ima človek največ, kar si lahko pridobi, mnenje, prepričanje. To govori tudi film Matrika, recimo. Ne? In to vi danes govorite svoje mnenje. Drugi gosti, recimo tudi v naši oddaji, ko govorijo pa o nezemljanih, pa tudi govorijo svoje mnenje. Ne gre za to. Gre za to, da nekateri ljudje v svojih miselnih konstrukcijah zatavajo, zgradijo blodnjo. In ta blodnja je razložljiva skozi psihoanalizo. Freud je v 2 spisih iz leta 1907 pa 1908 razložil, zakaj nekateri ljudje, ker to je star fenomen, verjamejo v nekaj, kar se ne da dokazati. In je izpostavil otroštvo, ko se otrok zoperstavi staršem, ki mu dajo napačno interpretacijo, naprimer, kako pridejo na svet otroci. Včasih so otroke flancali, da jih štorkla prinese. Otrok je pa potihem vedel, da ni štorkla, ampak da se tam nekje v trebuščku v mamici nekaj dogaja. Ampak otrok si je oprl staršem, uradni avtoriteti. In ti, ki nasedejo teorijam zarote, chemtrailsi so teorija zarote, cepljenje, škodljivost, teorija zarote, princesa Diana je bila umorjena, to so teorije zarote. VTC, 2 towerja so Američani sami zrušili. To je teorija zarote, ki jo zgradijo nekateri, to so eni in isti ljudje, ki verjamejo v to. Verjamejo pa zato, ker so se kot otroci zoperstavili svojim staršem v nekih interpretacijah, v odraslosti, samo da dokončam to, v odraslosti se pa
zoprstavijo uradni znanosti. A priorno. In uradna znanost da neko interpretacijo, s katero se vsi pametni ljudje strinjajo. Tisti motenci na teh konstrukcijah iz otroštva zgradijo nasprotno mnenje in pri tem uživajo, ko se zoprstavljajo uradni interpretaciji znanosti, Američanom, nasi, ne, ljudje niso bili na Luni, pa take, zato ker je uradna znanost to rekle. Ti ljudje rabijo terapijo. Ne? Moja teza pa je, da jih pa vi gostite na tej televiziji in ljudje jim pa verjamejo. In to je greh, to ni prav, da verjamejo nekomu, ki ima domneve znotraj svoje glave, ki jih v tisočinki procenta ne more dokazati. On samo bluzi znotraj svoje glave, potem pa to skrivajo. Vhod v središče zemlje je zakrit, strogo prepovedan. Torej, to, kar počnem, je moralno sporno in grešno. Jaz bi rekel, da vi rabite takele pogovore, kot ga imate slučajno z mano. Lahko bi bil tukaj, bi rekel, Andrej Ule, ki bi povedal, da je nemogoče vedeti to, kar nekateri vaši gostje razglašajo za zadnjo resnico. Ne, če bi ti gosti šli k psihiatrom, bi takoj dobili tablete, antipsihotike. In pod učinki tablet bi nehali v to verjeti. Se pravi, jaz tudi rabim antipsihotike? Vi ste pa v transfernem odnosu z nekaterimi gosti, kar pomeni, da jih imate za tistega očeta, ki ste mu nekoč vse verjeli. No, vprašanje, kako je z vašim očetom bilo. Vi verjamete tem avtoritetam in vi v iskreni nameri ljudem dajete ta duhovna znanja. Duhovna znanja so plod nevednosti. Vi morate angažirati znanstvenike, da bojo razložili, zakaj nekdo verjame v teorije zarote, v kristale. Pa vendarle je več kot 50% naših gostov, ali pa blizu 50% naših gostov, doktorjev, različnih... Doktor je tudi Jovan, ko je tam nek Srbin. Kristus je bil Srb, doktor, ali pa Milorad Petrović, doktoriral v Romuniji. Zdaj ste povedali, da bi bilo treba gostiti v naši oddaji več znanstvenikov, ampak hkrati pa govorite, da tudi nekateri znanstveniki so tukaj nori, da rabijo tablete. Lejte, nacionalna televizija nima pluralizma mnenj, nima. To ni nacionalna televizija. Vem, vi pa to imate. Spoštovanje vam lahko aplaudiram. Tudi jaz sem tam gost, nekje danes bom užival v Faktorju. Tam se dopusti drugo mnenje. Tako. Vi imate eno mnenje, ampak je dobro, prijeten ali pa prijateljski nasvet. Dajte vi uslišati še nekoga, ki nekaj drugega meni. In nekaj vaših gostov je tako zaznamovanih s svojim otroštvom. Pa ste danes vi tukaj? Res je. Ampak, gledajte, vi imate, preko 30,000 obiskov, saj jaz jih imam tam v eni oddaji pa 60,000, 30,000 obiskov nekoga, njegov video je videlo 30,000 ljudi. On pere možgano svojo narostjo. Zakaj ste zdaj tale trenutek čutili potrebo potem, da ste povedali, da imate vi enkrat več gledalcev? A je tu tukaj kakšen ego konstrukt zadaj tega, ali v čem je finta tega? Ne me provocirati, ker jaz imam odgovore. Moralno prav je, da jaz spregovorim. In ko sem jaz spregovoril pa vseko tam leve politike in desne, so ljudje zaznali s cold readingom, da jaz pa nisem politično opredeljen in me klikajo. Me vabijo, jaz sem osebni svetovalec. Meni pridejo ljudje po drugo mnenje. Jaz znam hipnotizirati. Vse te nebuloze... A pa za moram bat? Ne, soglasjem. Jaz, če boste vi imeli kak problem, vam jaz lahko diagnostiko z vašega nezavednega naredim. A mi lahko še poveste mojo diagnostiko tega, oziroma mi pomagate razložiti, ker mogoče pa res rabim tablete. Pogovor rabite, pogovor. Pogovor, no pa deva pa ta pogovor narediti. Jaz sem bila v Sedoni, to je vse v Arizoni, in se mi je zdaj tam zabavno, imaš UFO tour, a ne? Ja, poznam to. In smo šli dejansko izven mesta in so nam dali vojaška očala te tretje generacije, ki te zelo oči potem bolijo, zaradi tega, ker precej približa vse zadeve. In kad daš to gor, dejansko vidiš tudi določene galaksije, zaradi tega, ker je precej približano. In potem ti tam pokažejo, ko opazuješ letala, kako pristajajo naša letala, kako pristajajo in dejansko, da ima naša tehnologija, kakšne pač linije ima, dobro, tudi takole lahko helikopter gre. Potem pa so nam pokazali neka druga plovila, ki so imela sposobnost, da so dejansko letela tako, pa so zginila, pa so se znova pokazala, pa so letela na takšen in drugačen način. Rabim zdaj tablete, ker sem to doživela? Daj malo trabite. Naflancali so vas. Vi ste odšteli ogromno denarja, da ste sploh tja prišli. Tam je industrija odtimanja para od naroda. Tam ljudi naflancavali, zato odštejo veliko denarja. Se pravi, to, kar sem videla, ni bilo res. Vas so naflancali, vam so dali fototrike, vam so posneli video, da ste vi nekaj gledali. Če sem bila v naravi. Glejte, vi ste nekim optičnim
trikom, ne, ali pa, bi rekel, optičnih prevar ste nasedli. Jaz sem tudi kot otrok gledal nezemljane oziroma neko, bi rekel, vesoljsko ladjo, po celem sem jaz spoznal, da sem satelit gledal. A ste bili v Sedoni, ste sami to doživeli mogoče? Bil sem v Arizoni, gledal sem YouTube, tudi vas sem gledal. Gledal sem tiste, kako prodajajo. Pa to so kapitalisti, ki hočejo čim več denarja dobiti. A ste bili sami na tej izkušnji, ste mogoče videli, to ste uporabljali? Jaz nisem sugestibilen, mene se ne da nasrati. No, se ne govori, da vas nekdo naserje, govori se, da poskusite in dovolite, da mogoče pa vendarle ste se sami na začetku rekli. Ne bom jaz dal, ne vem, 5000 evrov, da bom tja prišel. Jaz sem šel letos, ali pa lani na RAM. Jaz sem dala 2000 evrov za vse letalske karte za pot okrog sveta. Jaz sem šel pa v Arizono na RAM, kolesarsko, 12 dni. Za ti se splača, ker sem računal, da bo moj kolesar prekolesaril. Njegov psiholog sem bil, pa sem se vštel. A zdaj vi meni govorite, da če sem jaz šel v Sedono, da se mi ni splačalo, ali kaj? Ne bom jaz denarja stran metal za nateg. Jaz vem, da je to nateg. James Randi je Ulija Gellerja, ki je krivil žlice pa vilce, razkrinkal, ponudil $1 milijon za nekoga, ki mu bo dal neko parapsihološko nekaj, kamor vi hodite. Vse je mogoče razkrinkati. Darren Brown, današnji James Randi, je vse razkrinkal. To, kar take goste, ki jih imate vi tukaj. Meni se to ne da, jaz sem bolj plemenite ideje. Moralno prav pa je, da kot kritični mislec, kar v osnovi sem, razložim, ne verjet, ali pa vam rečem, pa gledalcem, ne verjet vsem tem vašim gostom, ki pravljice pravijo, ki se nafantazirajo neke zgodbe o reinkarnaciji, o nezemljanih, o beguncih, ki so jih nezemljani požrli, da naše vlade, Šarec, Pahor, sodelujo z nezemljani. Pa ljudje ne to verjet. In jaz sem klical na vse inštance, da mora z zakonom biti prepovedano, da je norc pride, pa sem ne govori, pa ljudem pere možgane. Pa sem se angažiral tudi v primeru Andreja Šiška, ki tudi ni čist dih, zato ker je to moralno prav. Moj etični imperativ je, da to povem. Zdaj, ali mi vi verjamete ali ne, to je druga zgodba. Jaz svoje moralno poslanstvo sem opravil. Jaz sem v vlogi novinarja, dovoljujem si, da sem brez mnenja in da prisluhnem ljudem in da dam možnost, da povejo. Imate prav, sem pravim, vi koncept, ko se lotite oddaje, ob enem Matjažu Branoviču ni drugega mnenja. A pride železnikar govoriti, ne vem o čem, ali pa Komat, ki je zelo uglajeno visoko kotira. Vse je na flancu, nič ni s temi pesticidi. Pa še en moj dober poznavalec človekove duševnosti, Boštjan Zupančič mu je nasedel. To pa ni prav. In jaz moram spregovoriti zato, ker imam jajca in si upam povedati, pa veliko znanja imam. Se pravi, vsi, ki mislijo drugače kot vi, morajo iti na psihiatrijo, na tablete? Ne gre za to. Gre za to, da morajo utemeljiti svoje mnenje z nekim znanstvenim elaboratom, pa še spoznavni skepticizem, ta epistemološki del, morajo imeti v mezincu. Ker Karl Popper je rekel, ena teorija je znanstvena, ko je mogoče z drugo znanostjo preinterpretirati. Matjaž Obranovič nič od tega ne ve. Spoštujem in cenim in sem hvaležna, da ste prišli danes in da ste povedali svoje mnenje. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo.